pozdravljeni na nocojšnjem literarnem večeru Špele Sanabor z naslovom Limited Edition. Povedala bom par stvari, potem pa predala besedo Špeli. Špela je bibliotekarka in nadobudna mlada pesnica, ki je leta 2015 izdala svoj pesniški prvenec z naslovom Vedno nekje vmes, ostajam ekstra. Leta 2016 pa je dočakala njegov prvi ponatis. Novembra 2020 je išla druga pesniška zbirka Pod kožo ti vpišem črke, ki jo bo danes tudi predstavila. Čeprav je zbirko, ki jo je še bolj kot njen prvenec osebnostno izoblikovala, izbrusila, pisala dobrih 5 let, pa njen izid sovpada s koronskim časom. In Špela pravi, da je med izkušnjo, ki smo jo morali vsi preživeti, leta tudi pomagala. Skupaj smo oblikovali nabor pesmi, ki bodo v živo predstavljene zgolj danes, z eno izjemo, in zato tudi pesniški večer naslovili Limited Edition. To pa vsekakor ne pomeni omejitev v njenem nadaljnjem ustvarjanju, trdo realnega in neizprostnega, in your face vsak dana, s katerim se iz oči v oči sooča hudomušno, jezikovno domiselno, tudi z grenkobo, a vselej gleda odločno naprej. Tako da, Špela izvodi. Hvala lepa, Andreja, za tak lep uvod. Jaz bi se vsem skupaj najlepše zahvalila, ker smo se zbrali v tako velikem številu. V moji sredi pozdravljam res prav čisto vsakega posebej. Poleg tega pa lepo toplo pozdravljam glasbenika in, kako bi rekla, primorske legende, ki sta ustvarjala z gospodom, sedaj že pokojnim Danielom Kocijančičem. Pa hvala lepa za tako lep uvod. Jaz bi pa na tej točki predlagala, da kar začnemo. Ena izmed mojih prvih pesmi je ravno ta izjema, o kateri je prej Andreja govorila, in sicer je bila predstavljena že na mojem prvem literarnem večeru kot zadnja. Posvetila sem jo svoji mami, ki je šla čez neko tako grenko preizkušnjo v svojem življenju. Naslov je Klešče. Vsak dan siv in deževen. Vstopim v stavbo in zamižim. Nemočna stevka mi pozdravi, njen lahen nasmeh izstopa. Solze se mi vsujejo, čeprav sem jim preprečevala. Na lica jim pritisnem 10 poljubov, na vsako stran po enega. Pravi, da je v redu, mene pa razžira stres in mi ne da močno zaželenega mira. Zakaj prej prepiri, zakaj očitki in zakaj ljudje nimamo mej? Tista reč, prekreta reč, kleščami ščipa, da boli, oddaljuje od bližnjih. Ko človeka izgubiš, šele takrat veš, kaj si imel. Ni te, in tako je po eni strani prav. Cigaret, kozarec zdravja in kri. Ona se bori, ozdravela bo, verjamemo to. Naslednja, ki jo bom prebrala, se imenuje En dan. Pisala sem jo, bi rekla, ene dobre 2 dni in ravno v tistem času sem imela, če se lahko izrazim po domače, poln kufer vsega. In ravno tisti kufer bi jaz takrat, ko sem pisala to pesem, najrajši spakirala in odšla. Zato pravim v tej pesmi. Pa je en dan okrog. Zavit v šal tečem skozi smog, končno pritečem do doma, kjer vedno znova zavem se, da to ni Oklahoma. Pokrijem se s toplo odejo. Premlevati začnem noro idejo, kako bi šel en dan daleč od doma, saj mi gre vedno bolj na živce,
da to ni Oklahoma. Mogoče še ne takoj. Pojdi, še nocoj, mi pravi potepuško srce. Takoj spakirala sva se, jaz in srce. Destinacija bila je Oklahoma, naj se ve. Zdaj, v mojem primeru bi bila lahko tudi Poljska, ne, ampak pustimo podrobnosti. Zadnja v tem sklopu je prerokba in govori o enem fantu, o enem mladeniču, ki je imel v svojem življenju polno vzponov in padcev. Poleg tega pa tudi on piše poezijo. Zato sem se danes odločila, da vam jo predstavim, ker so skupaj tudi napisala ene par pesmi, no. Sicer pa ta ni ta, ki jo bom zdaj prebrala, ampak vseeno bom v tem trenutku v mislih z njim. Prerokba. Slišim, kako poka let na utrujenih pločnikih. Na poti do doma sledim belim zaplatam. Ne oziram se nazaj, ker strah me je. Strah me je, nimam miru, domine se podirajo. Podirajo se sanje in ne znam več naprej. Še tebe ni, ker razočaran si. Kar pusti me samo, tako je najlažje. Ledu na pločnikih že lep čas ni več. Nadomestilo ga je ptičje petje, nadomestilo za strah pa sta upanje in veselje. Gledam naprej in ne obstanem na mestu. Vstajam, kot to počne narava. Dolg dan je bil, še daljše so noči. Za pisanje pesmi. Za pisanje pesmi s tabo, zame, zate, za vse. In na koncu se nam zazdi, da smo mi na ogled, da to je njihov obred. Od enih do treh, do treh. Najlepša hvala duo, ker sta tako na meno tako lepo zaigrala, sploh veselo, moram reči. Ker zdaj sledi ena bolj taka vesela. Naslov je Nasmejana. Posvečam jo pa eni gospodični tamle v drugi vrsti, ki se nam vsem prav lepo smeji, po moje, ja? Dobro? Dekle nasmejanih lic in zgovornega jezika. Psihologija je njena strast, pozna samo dobre nasvete in nikoli ne misli slabo. Ko se srečava, čas lahko kar pihnemo v zrak, kot dim cigarete. Občudujem dejstvo, da življenjske odločitve sprejema mirno. Jaz sem njena lokomotiva, njen kontra. Obožujeva moški spol, nikoli ne izdava čokolade in na najnih slinastih vzglavnikih tičijo sanje. Rada imam vse moje kolesarje, se pravi vse vas, ki ste na vozičkih. Absolutno sem nora,
saj se preveč hitro navežem na ljudi. Vežejo pa naju tudi nori spomini. Spomini na študentska leta. Temu pravim prijateljstvo za večno in pika z veliko začetnico. Naslednja je bila pa napisana kot neko naročilo od ene punce. Pisala mi je na Facebook in je rekla, Špela, jaz sem trenutno v eni krizi z mojim fantom in ker bi rada, da se midva malo pobotava, da se imava še vedno naprej skupaj lepo, bi te jaz prosila, če mi lahko kaj napišeš. Pa sem rekla, ja, sam jaz ne morem kar tako z glave nekaj napisati, če pač ne vem, ne poznam niti vajnih karakterjev dobro. Pa je rekla, ti sam napiši eno veselo, pa da se bo vse rimalo, pa pač nekaj kot da mi dva rada pleševa, ne. Zato sem jo naslovila v bistvu ples. Pa zraven dodala še Ferrarija, no. Ampak sedim in odločno potrkam po lesu. Čas je za nasmehe na obraz. Čas je za poljube na plesu. Garancija pač, da mi po zimi ne bo mraz. Čas je za nasmeh na obraz. Spremeniti želim kiselkasti jaz. Garancija pač, da mi po zimi ne bo mraz. Poskrbeti moram, da bo opazil vsak moj skodran las. Spremeniti želim kiselkasti jaz. Pa kaj, če imam namesto para nog par klobas? Poskrbeti moram, da opazil bo vsak skodran las. Tudi rdeča obleka z belimi pikami bo nepogrešljiv as. Pa kaj, če imam namesto para nog par klobas? S svojim Audijem je prihrumel v našo zakotno vas. Tudi rdeča obleka z belimi pikami bo nepogrešljivi as. Z mojim frajerjem bom preplesala in pela na glas. S svojim Audijem je prihrumel v našo zakotno vas. Pritisnil na pravi zvonec in našel nas. Z mojim frajerjem bom preplesala in pela na glas. Za zimsko stiskanje ob peči prišel je čas. Zdaj pa sledi, preden imamo glasbeni premor, sledi, kar bi rekla, naslovna pesem oziroma pesem, po kateri sem naslovila to pesniško zbirko, se pravi Pod kožo ti vpišem črke. Spet v tej pesmi se naslanjam oziroma naslavljam tega fanta, ki je imel v življenju različne vzpone in padce in trenutno nisva v stikih, ampak mogoče bi si pa skozi svojo poezijo želela, da sva in bi želela danes, da me sliši kljub temu, ker sploh ne vem, če jo je prebral, ko jo je prejel. Pod kožo ti vpišem črke. Daj mi roko, da prerežem ti povrhnjico kože. Ne greva v deželo, kjer dišijo planinske rože. Dovoliš, da ti pod kožo ustvarim tatu. Dovoliš, da s tabo pristanem na dnu. Naj vsi vedo, kako naj jo boli, kako naj v prsih preganja misel in žgoče tli. Na dnu sva, oba. Zdaj bi rekla, še vidiva drug drugega. S tabo lahko delim svojo bolečino, na tatu ti prilepim svojo kri in slino. Kar spozabim se da je prelepo, da bi trajalo in temelje genialne umetnosti zamajalo. Sledi šok.
Ti zmagoslavno odplavaš na površje, odplava stran. Očitno pogrešaš boemski svet prostran. Odšel si. Očitno je zopet čas, da se vsi odmaknete in v meni skalo srca premaknete. Plašno bom počakala na dnu, da žare kupanja posije, da v meni prava beseda se znajde in bom znala ločiti plevel od užitne ajde. Hvala za vse boleče kosti, zmešane stvari in napitke strasti. Hvala ti, ker porinil si me v bedo in ironično to, da resnično z navdihom izvlekel iz nje, ko sama nisem vedela, zakaj življenje je še tu. Vladimir Mljač, prehitro si končal to zadevo, ker prehajamo v tretji sklop, se pravi v zadnji sklop današnjega večera. Jaz sem vaju pozabila prej predstaviti, pravzaprav se opravičujem. Vašta, da smo legende. To je gospod Vladimir Mljač in z njim Matjaž Švagel, oba na kitarah, akustika. Me lepo spremljata že cel večer, tako da še enkrat hvala lepa. Zdaj pa pejmo karja zagrist v tretjo, ko se reče, tretji del današnjega večera. V bistvu je tu zame najtežji del, ker se poslavljamo od ene stvari, ki bi mogla biti že pri meni razčiščena, pa v bistvu še kar ni, tako da... Mančmelov cukr. Preprosto ti bom povedala. Mančmelov cukri so mi všeč. Briga me za čokolado, puh mi ni odveč. Tako kot mi ni tvoj nasmeh. Mislim, da si mi zmešal obe planetarni polobli. Mančmelov cukri so mi všeč. Sladki in zanimivi so, tako kot tvoja bleda koža. S tabo so ure sekunde. Mančmelov cukri so mi všeč. Nemudoma bi jih raztopila slino svojega jezika na tvojem jeziku. Mogoče le pride obdobje, ko te osvojim, ali pa tudi ne. Mančmelov cukri so mi všeč. Da se mi odpreš kot folija, ki jih ovijam. Da me objameš in nikoli ne spustiš. Tvoje zavetje je najbolj razborljivo. Mančmelov cukri so mi všeč. Diši in kliče me kot votli kokosov oreh, v katerem lahko poslušam džunglo srca. Ti si mančmelov cukr v kombinaciji z brusničnimi piškoti. Dovoli, da te okusim. Lačna sem tvoje skrivljene drže, telesa in jamic v licih. Moj prijatelj Vladimir Mljač mi zmeri reče, ko se dobimo na kakšnem družinskem dogodku ali pa na kakšni proslavi, kot je ta danes, ali pa na moji proslavi za, ko sem diplomirala, ko smo imeli potem zakusko pri nas doma in tako. Mi zmer reče, Špela, daj ti napiši eno zgodbo. Pa jaz res nisem za prozo, nisem se še zverzirala v romanih,
Zato sem napisala eno pesem, naslov je Bela zgodba. Za to pesmijo stoji res ena zgodba, ena taka velika zgodba, ki poteka že enih, čakajte, moramo prešteti, enih 25 let pa sigurno. In to je zgodba o smučanju, o sedečem smučanju. In to je zgodba o moškem, ki mi je v bistvu spodnesel tla pod nogami že dolgo časa nazaj. In jih še kar spodnaša in pač to gre meni momentalno zelo na živce. Čeprav imam še vedno rada smučanje in smučanju sem to povedala, tudi če bo on glaven lik vseh mojih pesmi, se mi zdi, da je prav, da nadaljujem v nekem svojem stilu in ohranjam tisto svojo strast do smučanja in se vsako leto udeležujem teh smučarskih kampov, ker je vredno, da pač delamo nekaj oziroma počnemo nekaj, kar imamo radi. Zatorej vam jaz danes poklanjam eno belo zgodbo. Zarežeš smučmi v sneh, spet pleševa ples po strmini, lahkotno. Spet pleševa ples po strmini, piševa zgodbo, belo. Piševa zgodbo, zemlja obstane, čutim tvoj dih. Zemlja obstane, pravila nehajo veljati, srce bije hitreje. Pravila nehajo veljati in spretno ujameva trenutek. Nenehno sledim tvojemu toplemu gibu. Spretno ujameva trenutek in že sva na cilju. Nasmeh so tihe besede in že sva na cilju. Ohrani nasmeh in previdno, mogoče jutri mene ne bo tam. Kar se tiče sama sva. Res? Sej, ja, na smučišču sva sama. Ja, jaz sem dolgo časa razmišljala, kako bi zaključila ta današnji večer. Pa mislim, da je prav, da ga zaključim ciklično. In sicer, če sem že na mojem prvem literarnem večeru končala s pesmijo za mojo mamo, bi pa tokrat posvetila to pesem, ki je bila napisana v drugi pesniški zbirki, nekomu, ki ga danes ni več med nami. Tale pesem ni bila v načrtu, se pravi, je čisto presenečenje, oziroma en tak res lep zaključek. Pa upam, da sliši kjerkoli že je. Suhec, najbolj nežen je po dolgem času tvoj objem. Kar ostala bi zavita v klobčič. Tam. Odmislim vse grde stvari, odmislim njega, zjočem se.
ob tebi umirim se. Pride kakšen dan, ko težko diham in ob tvoji bližini zardevam. Nočem pojasnil, vem, kakšni občutki so to. Všeč si mi, mogoče celo bolj, kot si znam predstavljati. Gledam te in slačim. Preštela bi ti vse kosti, verjemi, ampak nočem te prizadeti. Končno tebe ne. Strah me je. Ne vem, kako odreagiral boš. Molčim, nežnosti pa govorijo drugačno zgodbo. Ta pesem je bila zdaj v bistvu in memoriam za Klemna Pagona. Novi čevlji. Obuvam nove čevlje. Čevlje zavezane z veseljem. Dala si bom priložnost. Spoznal si me in noro začaral. Spremenil tudi, zato te ljubim. Ne čutiš več isto, praviš, ne zmorem dojeti. Meša se mi, sa od mene bežiš. Pogrešam dolge ure tvoje bližine, prešerni nasmešek, ki tebi pripada. Iskrice me žgejo. Pogrešam te, le spominu na naju eksistenci se predajam. Čas je, da sem močna kot ti. Čas je, da pustim najino bistvo na stranski cesti. Zate, zato te ljubim. Obuvam nove čevlje, čevlje zavezane z veseljem. Dala si bom priložnost. Ta je dobra, ja. Še peče je naslov. Dober dan, gospod policist. Ali imate še ogromno dela? Ne samo pazim, da se gospodična vašega kova ne bi zaletela in da tujca kraja ne bi prevzela. Veste, na samem bi se rada dobila. Z vami moram govoriti. O čem le, vas ne zanimajo lebežni ljubezenski miti? Upam, da se spomnite, najino razmerje se ne sme razkriti. Kočljivo je res. Umor mojega moža se preiskuje. Pustite vašega moža, celotna skrivnost pri meni domuje. Gospodična, moje telo vas pričakuje. Torej, niste pozabili. Da, vi ste kriv. Manjši popravek, dragica. Tvoj mož je bil šiv, z golimi rokami sem ga po tvojem naročilu ubil. Vlak. Staromodna čufarca mu odpelje družino. Listnati gozdovi bežijo mimo. Mimo beži tudi čas, ki porušil bo vas. Listnati gozdovi bežijo mimo, jeklene tračnice ločijo njega in družino. Mati hočejo ostati, vendar se zato vojne ne bi smeli bati. Jeklene tračnice ločijo njega in družino, deček stopi na aktivirano mino, pred seboj vidi Matildo edino. Njegove razcefrane ude razkužijo s kislino. Deček stopi na aktivirano mino, ostane brez vsega in ni mu fino. Živi pohabljeno življenje, zatre vsako nepremišljeno javno mnenje. Vlak je zapuhal, srd medveščani zakuhal. Marsikdaj, marsikje še boli, da zaradi vojne vihre niti vasi, niti srečnih dečkov ni. Veš, kaj vse se lahko zgodi, ko nehaš razmišljati? Podarjenih je 5 minut življenja. Veš,
kaj vse se lahko zgodi, ko se nasmehneš? Novi začetki so blizu. Veš, kaj vse se lahko zgodi, ko odpustiš? Dihanje ni več muka. In veš, kako sanjati, in če sanjaš prav, sanje pretvori v realnost. Veš, kako pisati, da ustvariš fantazijo? Piši, zapomni na milijone listov. Priznam, marsikaj še ne vem, zato sem tu. Da ne razmišljam, da se nasmehnem, odpuščam, sanjam in pišem. Ja, prosim, zadnja v vrsti. Vprašanje iz vrtca Mojca, od otrok iz skupine Ptički, kdaj prideš Pela spet na obisk? Čim prej, takoj, ko bo možno, ker vas zelo pogrešam. Tukaj smo pa vzgojiteljice iz vrtca Mojca iz Koses in je Pela velikrat z nami na obisku. Ja, hvala Pela. Toliko, kada vaši skupnosti je tudi dala otrokom, 4-letnikom, enega veselja, enih pozitivnih misli, ki jih je prinesla v našo skupino, otroci jo obožujejo. Velikrat se je z nami odpravila v Tivoli ali pa kam drugam. Smo dosti sodelovali in upam, da bomo še več. Seveda, da bomo. Ker te pogrešam, da imamo rado. Mi tudi rabimo malo basto, da gremo mi na kavico. Pa Špela prebere pravljico. Ja, res je, ja. In čakamo prvo pravljico. Ja. Čakajo otroci, čakamo mi. Super, hvala. Bo pravljica. Upam, da bo enkrat nastala tudi pravljica za otroke. Začela sem jo pisati na poljskem, ampak potem, saj veste, vi JHD-jevci, s tisto smolo z mojim računalnikom, ne? Ker se mi je računalnik pač pokvaril, crknil mi je dobesedno, če se lahko po domače izrazim, in mi je šel v bistvu v trdi disk. No in takrat sem imela isto pravljico še shranjeno nekje, ne? Potem pa nisem imela več, ne? Ja. In še par pomembnih podatkov. Ampak imam glavo za to, da jo napišem nazaj. No, v glavnem pač ja, nekje pesniških zbirk še na voljo, ki jih lahko kupite, pa na zakusko ste lepo vabljeni.